Spoštovane obiskovalke in cenjeni obiskovalci, veliko čast nam je, da lahko danes v naši knjigarni gostimo priznanega slovenskega pesnika, dr. Braneta Senegačnika. Pred kratkim je pri naši založbi šla njegova nova pesniška zbirka z naslovom Prosojnosti, ki se tako pridružuje že dolgi vrsti njegovih pesniških zbirk. Vendar je ta nekaj čisto posebnega. O tem, poleg izjemne bralske izkušnje, priča tudi spremna beseda filozofa dr. Miloslava Budoviča, ki je znal izjemno tankočutno razčleniti značaj te zbirke. Tudi zato smo ga danes povabili, da se pesniku pridruži pred mikrofonom, pred katerim prisrčno pozdravljam oba današnja gosta. Toplo dobrodošla. Dr. Senegačnik, najprej se vam iskreno zahvaljujem za prijetno sodelovanje. Zelo me je veselilo, da je bila pričajoča zbirka dodeljena urednikovanje meni. V času nastajanja sva si veliko dopisovala, nikoli pa vas nisem vprašala, kako je pravzaprav nastajala pesniška zbirka Prosojnosti. Bi nam prosim povedali malo več o tem. Pesmi, ki so zbrane v tej zbirki, so na nek način stare pesmi, lahko rečem. Niso nastajale v tem času, ampak pravzaprav pred že kar zelo mnogimi leti. Nekatere že v času pred smrtjo mojega očeta, predvsej teh, ki jih je pa tukaj, so pa nastale prav v tistem času, kar pomeni že več kot 20 let nazaj. In potem druge, da tako rečem, do časa smrti moje mame, kar je bilo precej kasneje, pa vseeno že kar daleč nazaj. Vsa dva takšna dogodka, ki nista nepomembna, recimo v mojem življenju. Zakaj te pesmi niso bile izdane v knjigi? V tem času je namreč šlo nekaj drugih knjig pesniških mojih, je pravzaprav vprašanje, na katerega čisto točno ne bi vedel odgovor, pa ne bi vedel enoznačno odgovor. Več dejavnikov je prav gotovo. No, precej teh pesmi je bilo sicer revijalno objavljenih, to v reviji Zvon, ki jo izdaja tudi vaša založba, takrat še v času urednikovanja mojega prijatelja Jožeta Horvata. Nekaj teh pesmi pa je sicer išlo knjižno, vendar v srbski in v hrvaški antologiji, ne pa v slovenski knjigi, kar je seveda spet po svoje kompleksno vprašanje, ki je pravzaprav na nek način kulturno-politično vprašanje, ampak zakaj se liriki godi na slovenskem tako, kot se godi, ampak ne bom šel zdaj v to smer in v te vode. Mogoče, da teh pesmi nisem prej izdal v knjigi, ali pa se nisem tega si zadal kot poseben cilj, je mogoče to, ker so posebej osebne. Ker niso pisane v prvi vrsti z estetskim ali pa poetičnim namenom, čeprav s tem nočem reči, da nisem jim poskušal dati poetičnega izraza in jih estetsko oblikovati, ampak vse to je mogoče še bolj kot kje drugje, podrejeno želji po tem, da bi se izrazilo tisto, kar ni literatura, ampak je, kaj ne rečem temu, kar je življenje, gre to kar sem doživljal. Lahko bi pa tudi rekel, čeprav to ni bilo tako zelo, bi rekel, stvar namena, ampak da sem nekako naredil časovno preizkušnjo pri teh pesmih. A pa se je tako napletlo, kot da sem naredil časovno preizkušnjo, kar je seveda pri poeziji in vseh podobnih stvarih zelo pomembno. Čas je tisti, ki pokaže ali neka stvar, plod samo nekega trenutnega, mogoče navdušenja, prepričanja, ali pa ne. In kaj ne rečem, mislim, da je za človeško življenje 20 let že kar precej dober preizkusni kamen.
ko sem jih prebiral v kasnejših časih, se mi je nekaj zazdelo, bom samo še to povedal, ampak se mi zdi res zelo pomembno, da je poezija zelo dober pokazatelj tega, kaj človek je in tudi kaj je v nekem času. In ko bereš nazaj kakšne stvari, ki si jih pisal, se včasih težko prepoznaš. Bom rekel, opaziš, da si se v mnogih stvarih zelo, zelo spremenil. Ne pa nujno v čisto vseh, mogoče tudi v bistvenih ne. Vsekakor je to včasih tudi težko vprašanje. Ampak, ko sem torej to prebiral, zdaj pred kratkim se mi je zazdelo, da pa vseeno tisti svet, v katerem so te pesmi nastale, da še pričujejo v tistem svetu, da so na nek način še moje ali pa jaz njihov in skratka, da je tisti svet še vedno resničen v teh pesmih. Tudi nekaj ljudi, ki so te pesmi poznali od prej ali pa jih zdaj brali, zelo malo ljudi, je bilo podobnega mnenja in potem se mi je zdelo, da mogoče bi bilo vendarle škoda, če ne bi tega delil še s kom in sem se obrnil na vašo založbo in doživel res zelo spodbuden in odprt sprejem, tako strani vodstva gospe ravnateljice kot vaše uredniške strani. In to je pa nadgradilo še zares, moram reči, mogoče se bomo k temu še vrnili, zares odlično delo gospe, ki je oblikovala to knjigo, ker mislim, da je v globoki konsonanci s tem, za kar gre v tej poeziji. In tako je pač nastalo to, kar je zdaj pred nami, o čemer se pogovarjamo. Tu ne mogoče samo dodam, da je res nekaj tednov tega poletja naše uredništvo nekako dihalo s to vašo poezijo in je tudi gospa Sara Pančur, ki je tako tankočutno oblikovala prosojnosti, oziroma opremo, notranjost, zelo pohvalila to poezijo, se je tudi nje dotaknila, tako kot vseh drugih na uredništvu. In se tudi mi vsi vam zahvaljujemo. Gospod Gudovič, vas pa bi vprašala, ko ste dobili v roke te pesmi, kakšni so bili prvi vtisi o branju poezije? Se slišimo, ne? Moj prvi vtis je bil, da gre za poezijo. To tako zveni mogoče malo banalno ali paradoksalno, v bistvu pa ni, ker danes se mi zdi, da je premalo resnične poezije, globoke lirične izkušnje in tudi prevoda te izkušnje v besedo. Ne? In ravno ta vtis me je vodil skozi branje cele zbirke. Sodobna poezija in sodobna kritika je precej kritična do te visoke poezije z veliko začetnico. Senegačnik pa nekako ves čas od samega začetka svoje pesniške poti nekako vztraja na tem, da bi pisal čisto liriko, ki seveda ni ta poezija pura francoska, ne? Mislim, v tem slogu pisana, ampak je lirika čistega doživetja, ki se nekako preliva na verze in ohranja svojo moč. V bistvu to doživetje nekako čutimo tudi mi, ko beremo. Nismo tako postransko prisotni, ampak je tudi nas res gane ta njegova osebna izkušnja. In
naključje, da si poudaril prav to, da je poezija nekaj osebnega in da ko pišeš, v bistvu pišeš kot oseba, ne. To ni samo subjektivna neka kategorija, ampak nekaj predsubjektnega, bi rekel. In v tem smislu imel sem vtis, da se ta poezija ujema s tvojo poetologijo, čeprav je mogoče nastajala pred njo, ampak vseeno ta poezija ima svojo, bi rekel, silo ravno v tem uresničevanju doživetja kot osebne kategorije. In to je bil ta prvi vtis. Na to se je seveda prelil v razne vtise o posameznih pesmih, ki so vsaka po svoje priča tega osebnega dogajanja. To bi rekel na začetku, ne. In da v bistvu ta poezija je nekako dokument življenja, to mi je bil tudi vtis, da v bistvu v tej poeziji življenje, bi rekel, tako pleonastično živi, da ni opisano, ampak da je dejansko prisotno v posameznih besedah in da zveni po svoje. To je malo mogoče filozofsko, tako fenomenološko rečeno, ampak res je, da za razliko od sodobne poezije vsakdanjega bivanja, ki samo posnema to, kar je vidno in menda razvidno, ne, čeprav nikakor ni, ne. Za razliko od te poezije Senegačnik se ne ukvarja z epifenomeni, ampak bi rekel s fenomeni, ne. Da ti življenjski fenomeni nekako pridejo na plano v besedah, ne da bi se zapletli v neko subjektivizacijo ali pa prenaglašeno intimizacijo ali nekaj podobnega. To so prvi vtisi. Kar nekaj vtisov. Predlagam, da jih delimo tudi z našimi obiskovalci, tako da bi prosila vas, dr. Senegačnik, če morda preberete 3 pesmi ali več, no, po vašem izboru. Forzicija. Rumen gejzir obstane v zraku, opozdrav za mene in za tebe, za vse bežeče. Cvetni ogenj nedolžnosti, glasnik brez dna, ki obiskuje le molčeče, ki zanje v hipu izreče vse, kot je. In topla luč se ulije skozi zaprte reke in prebije nov spominu, da se še sam odpre kot cvet. Melanholija. Iz njenih ust sem slišal drugo zgodbo. Zgodbo o senci, ki pada od nikoder, ki se ji nobena stvar ne izmakne, ki pride v tvojem življenju, zazmeraj jesensko zažarijo gozdovi in se naenkrat vse spremeni. Ki te pogleda z očmi
vrtečimi kot češmin, da pozabiš vsa svoja imena, ki te pokliče skozi čagasti zrak, da se posloviš in poletiš naproti sebi v noč. Češnje v aprilu, sled vetra, ki se smeje, bele ure, ki rastejo navznoter, bel molk, kjer se te je dotaknilo nebo, bele rane, s katerimi dihaš. Najlepša hvala. Dr. Godovič, v spremni besedi pišete tudi o duhovni dimenziji poezije. To ste večkrat poudarili v vaših vrsticah. O neizrečenem in neizrekljivem. Je pesem lahko molitev, oziroma v čem se poezija približa molitvi? Kar težko vprašanje. Molitev je seveda dogodek v jeziku. Poezija seveda enako prinaša, mislim, ne na drugačen način, ampak v isti meri prinaša resnico jezika. In prav ta razlika med poezijo in molitvijo je tudi bližina obeh diskurzov, ker navsezadnje vsak pesnik lahko priča zase o tem razmerju. Lahko je seveda nek pesnik na tej zunanji plati ali pa kot subjekt v svojem samorazumevanju tudi ateist ali pa nereligiozen človek, ampak sama poezija je v svojem bistvu, vsaj se mi zdi, religiozna in se ne more izogniti temu stiku s transcendenco. Tako da ravno stik med transcendenco in jezikovno imanenco in našim splošnim izkustvom to, kar poezijo približuje molitvi. Molitev je seveda tako naravnost obrnjena proti neskončnemu oziroma proti transcendenci, medtem ko je poezija bolj posredno upeljana v to dogajanje transcendence po imanenci. In lahko bi rekel, da je molitev na nek način vedno poetična, celo v primeru, da je pisana ali izgovorjena v prozni obliki, tako kot je poezija po svoje molitvena, čeprav se pesnik mogoče tega ne zaveda. In ravno zato, ker je vsaka beseda v poeziji, če je izbrana s tem duhovnim namenom, če je resnično pričevanje osebnega doživetja, vsaka beseda je ravno prosojnost te transcendentne dimenzije ali pa transdimenzionalnega
bolj strogi. Tako vprašanje je kompleksno, ampak skušal sem nekako se približiti. Mislim, da uspešna. Hvala lepa. No, ena izmed pesmi nosi naslov prav Molitev. Bi vas prosila še, da preberete še to. Molitev. Tu vsakdo sami, kolikorkoli nas pride. Znamenje ni več znamenje, pot ni več pot. Tu smo tu. Kot pronasti orli v sinini plavajo besede v molku. Niso besede, so sence tišine. Tako se dotikamo vsega, tako ni nihče sam. Hvala lepa. Gospod Senekačnik, želela bi vas vprašati, kako vi tako na rekovajih živite poezijo, kako se to odraža, tako po vašem mnenju, v vašem opus, oziroma konkretne v tej pesniški zbirki? To je sploh vprašanje za celo življenje. 4-5 minut. Torej, kot prvo je poezija zame, čisto bistveno za njo je, da je v bistvu neka oblika notranjega življenja, ali to duhovno življenje, ali psihično, ali vse skupaj, kakorkoli, ampak vsekakor je to njen prvi raison d'être, bistveni razlog za to, da obstaja in brez tega pravzaprav poezija ni poezija, če se ne dogaja tu in na ta način. Kaj pri tem nastane jezikovno, torej v obliki pesmi, je pravzaprav že drugo vprašanje. Ne, da ni pomembno, ampak ni primarno. Primaren ni načrt, da bi nekaj nastalo, da bi nastala takšna ali drugačna pesem. Ampak to poudarjam zato, ker ni vedno in pri vseh nujno tako. Lahko včasih pride pač naročilo in mora nekdo nekaj tako napisati, ali pa poznal sem ljudi, ki so pisali tako, da so si vzeli za koncept napisati zbirko in so se umaknili nekam za en teden in naredili zbirko. Slovit človek mi je to pravo, ne bom ga zdaj omenjal. To je malce povezano tudi s tem, kak človek je kdo. Morda se tudi skozi to lahko skrivajo neke spodbude za doživljanje. Lahko, pač pri meni ne. Jaz vedno pišem vsako pesem posebej, brez misli na to, da bi bila del kakšne celote, to vse pride kasneje. Tudi zato je sestavljanje zbirk potem zelo hudo in naporno delo, ki je že precej daleč od tistega primarnega, kar se dogaja pri nastajanju posameznih pesmi. Kaj šele potem seveda projekt izdajanja knjige, urejanja iskanja založbe. Mislim, pri vas je bila izkušnja krasna, ampak pač ni vedno tako, ne, in vedno to potegne za seboj vrsto stvari, kot je kompozicija in tako, ki so naporne, to je jasno. No, ampak kaj pa je to notranje življenje, ali je to pravzaprav nek egoizem, neko odmikanje? Torej, jaz mislim, da ne. Jaz pač doživljam sebe in svet tako, kot se doživljam in res ni šablona, če rečem, da pač ne bi mogel brez tega. Zdaj, ali je to oblika, ali pa vsak neko obliko odvisnosti in imamo nekateri to odvisnost od besed, ne vem, tudi to je mogoče razumeti, pa razlagati tako. Ampak mislim, da ne. Jaz mislim, da je, torej bi pač seveda res bi pa težko živel brez tega, ampak mislim, da je to pravzaprav neka oblika iskanja stika, bom rekel, z zadnjo resničnostjo, z zadnjimi stvarmi, ker pač
To se itak ves čas ponavlja pri meni v vseh pesmih. Iskanje tistih vprašanj, na katere, pa soočene s tistimi vprašanji, na katere ni odgovora. In te stvari pač so nekaj, kar je zelo realno, kar je najbolj realno pravzaprav v življenju vsakega človeka. Ne glede na vsa določila, vse identitete, družbene, socialne, biološke, kakršnekoli. To je tisto, kar je pač vedno vsakogar nekje čaka. Celo ne glede na kulturo, ki seveda izdeluje, razne kulture izdelujejo razne odgovore na ta vprašanja. Način življenja ene družbe od druge se razlikuje in način in intenzivnost zastavljanja teh vprašanj različna. Tudi človek se od človeka razlikuje, ampak na tak ali drugačen način pa to vedno je tu. In soočanje s temi stvarmi, mislim, da spreminja tudi tistega, ki se s tem sooča, če zdaj govorimo o moji poeziji, pač mene, da se mi zdi, da sem v boljšem stiku z zadnjimi vprašanji in to pač spreminja celo življenje. In mislim, da je tako tudi pač pri ljudeh, ki recimo ne pišejo sami, ampak imajo potrebo po branju, pač takšne ali drugačne poezije, ki se ukvarja s temi razsežnostmi življenja, da je tudi njihovo življenje pač drugačno, preprosto širše in bolj resničen je prostor življenja. No, zdaj bolj konkretno, če bi še rekel nekaj prav o svoji poeziji, pa tako jaz gojim precej različne sloge pisanja poezije, od bolj stroge forme, kot so soneti in druge takšne oblike, pa do raznih oblik prostega verza, tega je seveda veliko več, od daljših pesmi, ki so tudi slogovno bolj, kako bi rekel, slikovite, razgibane, kot recimo v tej zbirki Tišine, ki je tukaj spredaj, pa do tako zelo kratkih pesniških oblik. Zakaj ena ali druga oblika? V bistvu je to odvisno od teme in pa zlasti od občutja, ker spomnim se, to je čisto tako anekdotično povedal, da ne bo kdo mislil, da se kakšne primerjave delam, da je Madalmene, ki je zapisal, da se pesem ne začne z idejo, temveč z besedo. Skratka, ta je tista, ki da potem kot biljard krogla sproži druge krogle in tako nastane pesem. To, kot jaz razumem poezijo, se vedno začne z občutjem. To je tisto prvo. In v bistvu nastajanje pesmi je nekakšno tipanje za besedami. Ali te besede pridejo v takšni ali drugačni obliki, ni toliko odvisno od mojega načrta. Zgodi se, da tem se mi zdi prvi hip ob tistem občutju, da bo pesem v prostem verzu, pa se potem pojavi, ne vem, v taki obliki, ki je ritmično čvrsta in ki ponuja dobro rimo. In rima je nekaj, če se ni mogoče nadomestiti z nobenim drugim sredstvom v poeziji. In pač potem gre v to smer. Rekel sem, da je občutje na začetku. Občutje ni že nekaj, zdaj, kar bi pesem, bi rekel, kar padla na papir iz tega občutja, ne? Ampak je v bistvu tudi neko počutje, ki ni vedno najboljše, ali pa je v bistvu nekakšen pritisk, ki ga je treba razrešiti in se razreši. Jaz ga lahko razrešim samo skozi besede. Deloma pa najbrž vplivajo tudi kakšni zunanji faktori, tudi nezavedni. Meni konkretno gotovo tudi to, kar prevajam, no, to seveda ni nezavedno, ampak nezavedne so spodbude, ki od tam prihajajo. Pa ne gre za to, da bi želel posnemati učinke kakšnih drugih avtorjev, tisti, ki jih prevajam, ali pa pesnic. Nazadnje sva s kolegom Venjerjem prevedla zbor sonetov Viktorije Kolonne, slovite renesančne pesnice, ki je seveda renesančna pesnica in jasno, da ne posnemaš nje na svoji poeziji. So pa določena občutja, določene perspektive doživljanja in določene jezikovne oblike, ki so pač stimulativne na svoj način.
Več kot 5 minut je bilo. Ne, prav veliko več. Omenili ste, da je poezija torej neke vrste notranje življenje. Ne? Je torej branje drugih pesnikov, drugih pesnic, srečanje z drugimi notranjimi življenjami, če vprašam drugače, v tej zbirki imate namreč kar nekaj citatov drugih pesnikov in pesnic. Kako jih začutite, kako ste jih izbirali? Gre za neko srečanje, na rekovajih, če lahko rečemo tako? Ja, to je zopet zelo dobro, se pravi zelo težko vprašanje. Danes so samo težke na programu. Torej, v času, ko so te pesmi nastajale, pravzaprav teh pesnikov, pesnic, nekaterih niti nisem poznal, ali pa jih nisem bral na ta način, da bi bilo to prav v ospredju mojega takratnega branja poezije. Zdaj, seveda v samem sebi je malce tako čudno, nenavadno govoriti kot z nekimi literarno-zgodovinskimi kategorijami, ampak če že ne, recimo, spet bom rekel, bral sem veliko in zagotovo so me te stvari spodbujale, nikoli pa nisem, čeprav so to tudi možni seveda postopki, skušal posnemati efektov kakšnih pesnikov, pesnic, ki so me nagovarjali. Naprimer, v tem času, ko so nastajale te pesmi, bil gotovo tako v spredju Georg Trakl, pa Juan Ramón Jiménez, pa Jorge Juste Padrón, se spomnim, pa Rubén Darío, pesniki, ki jih je pokojni znanec in prijatelj Cyril Bergles takrat ravno vneto Slovenijo, nismo jih z velikim žejno brali, prebirali, ampak torej, bolj kot neko inspiracijo, res bi rekel kot občutek nekega širšega sveta, ki pravzaprav je osebni svet nekoga, tako tistega, ki je to napisal kot moj, ki to berem, ampak hkrati pač to je preprosto svet. Svet se nekako poveča v tej poeziji in torej, lahko bo kdo rekel, da je to gola fantazija, ampak če smo zelo natančni, pravzaprav tudi so vsi fizikalni modeli pravzaprav fantazija, ki jo lahko sicer eksperimentalno potrjujemo do določene mere, dokler tisti model velja. Skratka, v tej izkušnji bi rekel ja, ampak torej te pesniki, ki sem jih pa zdaj iz njih izbral in pesnice za razna mota, so pa seveda iz kasnejšega mojega branja, ampak ko sem jih prebiral, sem nekako čutil, da se prepletajo pravzaprav ti svetovi s tem, kar je prej nastajalo, in to je samo še utrdilo ta občutek, da to pravzaprav niso privatne parcele, duhovne, ampak da to je svet preprosto, ki ima veliko različnih vhodov, veliko različnih pokrajin. In zato se mi je zdelo pač primerno to, da določen tip pesmi povežem z določenim navedkom iz kakšnega meni posebej dragega avtorja ali avtorice. Zdi se mi, da ste jih res zelo lepo umestili. Preden bi spregovorili še o jeziku v vaši poeziji, pa predlagam, da preberemo še nekaj pesmi po vašem izboru. Prebral 3 pesmi, mogoče najbolj osebne pesmi v tej knjigi. Ena je Očetu spomin, in ima naslov Testament vetra. Veter prižiga magnolije, velike svečnike spomina, da ne bo izginil, ko bo odšel. Kdor ga ljubi, ima v sebi dovolj tišine in ve za pot. Poromal bo tja,
med terohe, otroške zvezde ali na skrita polja vetrnic, gobelini, nemočni in polni slutenj, da se lahko zmeraj vse začne znova. Mami, pismo. Nikoli napisano pismo sem iztisnil roko na smrtni postelji. Odpisala mi je s prsti na zapestje. Malo, pa vse. Srečno pot sva si napisala. Srečno pot, tja, kjer ni poti. In še eno pesem, ki sem jo posvetil prijatelju Francetu Piberniku ob njegovi 80-letnici. Mislim, da je primerno, da se na ta način spomnimo tudi njega, ki je veliko sodeloval z vašo založbo in ki je seveda človek, ki je spremenil podobo slovenske literarne zgodovine in ki je bil tudi zelo prefinjen in pristen pesnik. Vrh, par smrek in ničesar več, pred tabo in za tabo. Zmeraj daljnejši, zmeraj bolj ti, v vetru, ki vrtinči besede v nič, ničesar več, ničesar. Zmeraj globlje v vedrini. Doktor Bodovič, v spremni besedi ste med drugim zapisali tudi: črke molka so elementi prosojnega jezika. Kako doživljate pesnikov jezik? Kaj ga zaznamuje? Pesnikov jezik je obarvan z molkom, bi rekel, s tišino. Tišina je na nek način topos Senegašnikove lirike. Mogoče, če bi šteli, bi se izkazalo, da je to najpogosteje beseda, najpogosteje uporabljena beseda. In to ni naključje, ker po moje gre za neko, najprej seveda implicitno, kasneje pa eksplicirano ontologijo poezije, da ona izhaja iz molka, iz tišine in da je sama beseda na nek način potrditev, dokument te izvirne, transcendentne tišine, ki je nedosegljiva, hkrati pa
da bi pesnik sploh lahko postal kos tej tišini in postal njen del, mora najprej utišati svoje čute, svoja čustva, svoj jezik je preveč subjektiven in zato je v tej zbirki Senegačnik posegel za bolj, ne bom rekel opisno liriko, ampak objektno liriko, ki ne dopušča življenju, da zaživi v besedi, ne da bi bilo preveč pritisnjeno strani pesnika in njegovih občutij, ker to občutje, ki si ga na začetku omenil, v bistvu se umakne v ozadje in pesniška podoba pride v prvi plan, bi rekel. Ne? In mi kot bralci smo nekako poklicani, da bi se osredotočili na to življenjsko plat oziroma na rastline, na raznotere dogodke, te tišine v svetu. Šele potem pa začutimo ta doživljaj oziroma to doživljajsko globino, ki seveda ves čas prisotna. Mogoče je v tistih prejšnjih zbirkah bila bolj poudarjena ta subjektivna plat. To je neka moja bralska izkušnja, tukaj pa posredi nekaj drugega. In ta molk ki je izpostavljen na samem začetku zbirke, v bistvu uvod v dogajanje te poezije, zato je pesnik na začetek svoje zbirke postavil pesem z naslovom Črke molka. Jaz sem to prebral kot na nek način kot pot, na kateri se lahko naučimo abecedo nekako poezije tega pesnika, ker črka, kot vemo, mislim, nas spominja na grško stoicheion in na latinsko elementum, ne? Da je v bistvu molk element dogajanja poezije in da so vse besede njegov odmev. Predlagam, da to pesem Črke molka tudi preberemo. Kot rečeno, uvaja zbirko v prvem sklopu. Črke molka. Brezšumno se olistavajo zvezdna drevesa. Nad oknom neke najemne mansarde, nad opuščeno tovarno, nad parkom na drugi strani proge. V stoletje nevere zarisujejo prsti jesenske noči, iste črke kot vsa stoletja. Črke molka, besede brez hrbtne strani, krvave sledi v zraku. Hvala lepa. Za konec morda le še eno vprašanje.
Prosojnost, ali bolje rečeno poetično prosojnost, gre razumeti kot izražanje duhovne podstati stvari in človeških položajev. Glas lirike, tako se zdi, govori prav o tem v tej zbirki. Se vam zdi, da je naloga poezije pretvarjati presežno v človeško skozi nam neviden proces tkanja, ki ga zmore ustvariti le pesnik? Ja, ne bom ponavljal opaske, vprašanje. Ja, mogoče je pogledati to sicer tudi z druge strani, da je v bistvu to, kar nastaja s pesmenjem, ki je, jaz vendarle mislim, neke vrste gnanosti, no, ne glede na to, kako izvor te gnanosti lociramo, ampak da je to, za kar gre v poeziji, pravzaprav ustvarjanje neke prosojnosti tako v besedah, kot tudi v realnosti, kot v torej, predmetih, stvarih okoli nas, in v tem, kar pač ustvarjamo, mogoče tudi v nas samih, da postane to pravzaprav neke vrste prosojnost, neke vrste okno, skozi katero se vidi, kdo ve kaj, karkoli kdo vidi, odvisno od tega, kje je v življenju, kaj je, kako mu gre. Ampak vendarle, no, da se pokaže, ko bi rekel, da je svet širši in da je pravzaprav, da so njegove razsežnosti neznane. Najlepša hvala za ta odgovor. Predlagam, da pa res čisto za konec prisluhnemo še nekaj pesmi, da jih bomo ja čim več prebrali po vaši izbiri. Ena od tukaj blizu, od Šentjakov. Topoli pred cerkvijo svetega Jakoba. Nimate vitke žalosti cipres, ne nedolžnega obilja divjih kostanjev. Le svoje plahe duše imate, ki poje v vetru, in svoj otožni mir. Med cesto in starim mestom stojite, nikogaršnji. Nesmiselna meja dveh resničnosti. A kadar je megla in mi bolečina prikuje oči na vas, letite kot žerjavi. Vaša dolga telesa režejo sivo brezno in me komaj vidna nosijo v neznano domovino. Španski bezeg. Toliko podob se vrača v tej uri. Toliko prostora se rojeva okrog tebe, ko te počasi obkroža noč. Toliko misli se vzpenja v lilaste barke besed, da moraš govoriti. Če tudi veš, da nikoli ne prejadramo prostranstvo notranje samote, niti toliko ne, da bi se oddaleč slišali, da bi si dali znamenje, da nismo zaman. Toda globoko iz tvoje zelene samote sijejo razbitine bark skozi to uro, skozi življenje.
še pesem, ki je nastala v istoimenski skladbi Arva Berta. Namreč Alina. Belo na belem, tiho na tihem. Kaj ti bo ogledalo, ko oslepiš navznoter? Solze, solze. Pokrajina brez vetra, reka brez vode, pesem brez molka, človek brez sebe. Očesa, s katerimi te gleda nevidno, s katerimi vidiš sled tišine v tišini. Belo na belem. Spoštovana gosta, hvaležna sem vam za sodelovanje in tudi za ta dogodek, z katerega, tako sem prepričana, vsi odhajamo bogatejši. Hvala tudi vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, za vaš obisk. Lepo vabljeni, da pesnikovo delo podprete z nakupom zbirke, ki je kot nalašč za branje ob jesenskih večerih. Po dogodku pa vam bo pesnik knjigo tudi z veseljem podpisal. V vsakem primeru pa lepo vabljeni, da se še malo zadržite ob kozarčku vina, soka, da spregovorimo še kako besedo z našima gostoma. Pa lep večer želimo vsem. Nič več besed, tudi to je eden od verzov iz zbirke, ki je meni odmeval tudi med nocojšnjo predstavitvijo in ko smo poslušali, dr. Senegačnik, vašo interpretacijo vaših besedil in takrat človek res pomisli samo na to, nič več besed, samo da čim prej ostaneš sam s poezijo. Pa bom začela vseeno na koncu. Dr. Matija Ogrin, a mi dovolite, da eno osebno sporočilo, ki ste mi ga poslali oziroma ki ste nam ga poslali na uredništvo, danes javno preberem? Ja, uredniško delo je zelo raznoliko, no? In kadar dobimo v uredništvu kako tako lepo misel in pohvalo, seveda radi delimo s publiko tiste, ki pridejo kot kritika, pa si vzamemo bolj k srcu, pa kaj naredimo na tem. Ampak tako je napisal res dr. Ogrin, naši oblikovalki, Sari Pančur. Le na kratko bi vam rad čestital za oblikovanje Senegačnikove zbirke Prosojnosti. To je gotovo ena najlepših pesniških knjig, kar sem jih videl v zadnjih letih. Redko se zgodi, da likovna forma knjige tako polnovredno spregovarja z glasom, ki je likovna pesem, sozvočna z glasom lirike v knjigi. Naslovnica je sploh ena najlepših možnih za pesniško knjigo, v notranjosti fino izbrani sivi toni naslovov in medlistov naravnost vodijo bralca k poetični percepciji besedila, zlasti pa imeniten domislek s prosojnim papirjem. Lepše se ne bi moglo dopolniti glasu lirike, ki govori o tem, kako stvari in človeški položaj izražajo svojo duhovno podstat, saj to je njihova poetična prosojnost. To ste res izvrstno izrazili. In dr. Matija Ogrin ni kar kdorkoli, najlepša hvala za to. Ja, sicer pa sem želela reči samo še mogoče čisto osebno, že kar nekaj let na mojem monitorju doma v kabinetu visi en že zelo zdelan listek in na njem piše: besede so samo senca tišine. Večeri so pač tisti, ki odložiš tisti uredniški del uredniškega dela, vsaj jaz, in se posvetim literarnemu delu svojega uredniškega dela. To, o čemer ste danes že večkrat govorili, preprosto doživljanju literature. Večere jaz pač nekoliko drugače jemljem zase.
In ob enem takih večerov sem poslušala nek vaš intervju in to mi je ostalo v mislih in sem si to misel zapisala na listič in ko ste mi poslali ta besedila, mislim, da je bil prav tako večer, ker se ponovadi odločam, da pesniška besedila moram brati ob večerih, ker jih takrat čisto drugače doživim in v pesmi Molitev je ta misel nekoliko drugače ponovljena in bili ste moj, zbirka je bila naša. Ne, da bi kdo dvomil v ime Brane Senegačnik, ko gre za pesmi, ampak približno tako teče. Spoštovana gosta, res iskrena hvala za zaupanje naši založbi, dr. Budovič, tudi za vse vaše zapisane in povedane besede in vse, kar ste svojo prezenco danes tudi doprinesli k temu. Vsem pa veliko ustvarjalne zagnanosti in uspeha še naprej. Doktorica Meta Lenart-Peger, naša urednica, dobi pa dvojno dozo kave, ko bo aparat popravljen. Hvala lepa za nocoj. Hvala.